Lachlan Murdoch je pravkar sklenil posel v vrednosti 22 milijard dolarjev, ki pretresa celotno televizijsko in pretočno industrijo. Fox kupuje Roku, platformo, ki je prisotna na stotinah milijonov televizijskih zaslonov po vsem svetu. To je poteza, o kateri je njegov oče Rupert sanjal več let, a mu je nikoli ni uspelo izpeljati. Z nami v studiu je zdaj Alan Volk, soustanovitelj in glavni analitik pri TV Reverend. Pozdravljeni, hvala, da ste z nami. Prosim, ni zakaj. To je zelo zanimivo in mislim, da je veliko ljudi, tudi jaz sama, nekoliko zmedenih, ker sem imela občutek, kaj pravzaprav je Roku. Veš zanj, ampak ni dejanski ponudnik vsebin. Če pa imaš pametni televizor in dobiš dostop do tega, imaš morda Roku, pa tega sploh ne veš. Ja, Roku je najprej in predvsem televizijski operacijski sistem. Izdelujejo tudi strojno opremo, izdelujejo ključke, izdelujejo televizorje z lastno blagovno znamko in licencirajo operacijski sistem. Kaj pa je televizijski operacijski sistem? Dolgo časa televizorji niso potrebovali operacijskega sistema. Samo prižgal si ga in to je bilo to. Ali zajčja ušesa, če želiš iti tako daleč nazaj. Ja. Prav, vedno sem se šalil, da je bila moja sestra operacijski sistem. Vedela je, kako nastaviti zajčja ušesa. Ampak, ko je prišlo pretakanje, je televizija začela izgledati bolj kot računalnik, kaj ne? Torej si potreboval operacijski sistem ali vmesnik, da si sploh razumel, veš, da si nekako ugotovil, kako priti do aplikacij, kje so različni programi in da je bilo vse skupaj lažje. Zdaj, Roku je bil res prvi, ki je to naredil. In to so naredili v času, ko so proizvajalci televizorjev, torej TV OEM-i, res slabo opravili svoje delo pri izdelavi lastnih operacijskih sistemov. To ni bilo nekaj, kar bi kdaj prej počeli. Niso vložili veliko denarja v to. Niso pričakovali, da bo to potrebno. Točno tako. In Roku je opravil res dobro delo. Roku je bil v bistvu zasnovan za obdobje, ko so ljudje prešli na pretočne vsebine in so vedeli, kaj želijo gledati. Če pogledate vmesnik Rokuja, je videti kot iPhone. Je kup kvadratkov in stvari je enostavno najti. Zdaj, ko so ljudje vedno več gledanja prenesli na pretočne vsebine, so proizvajalci televizorjev izboljšali svojo ponudbo. Roku pa je nekoliko zaostal, a so na to namesto ključkov, tistih majhnih napravic, ki so se priklopile na televizor, začeli izdelovati svoje lastne televizorje. Začeli so licencirati svoj operacijski sistem drugim proizvajalcem in na ameriškem trgu imajo večinski delež ali pa so blizu večinskega deleža. Med njimi in Samsungom je zelo izenačeno. Prisotni so v Latinski Ameriki in Kanadi, vendar jim ni uspelo razširiti svojega vpliva v Evropo ali drugod ali v Izrael. Kaj točno to pomeni? Zato, veš, prišla sem, še preden je bil Roku sploh stvar, ko se spomnim, da sem dobila Netflix in so pošiljali DVD-je. In to je bilo pred približno 15 leti, ali pa si ga naročil iz New Yorka. Torej, kaj to pomeni? Kaj pomeni, da ga je kupil Fox? Bo to vplivalo na program? Je to protikonkurenčna poteza? Ne, ni. Torej, program ni problem. Problem je oglaševanje. Operacijski sistem je nekako zadnji vratar, kaj ne? Tako imamo celo teorijo, da je monokultura padla. Če pogledaš, monokulturo je nekako kot stari Rim. In zdaj smo v tej dobi, ki jo imenujemo fevdalni mediji, kjer je vsak v svojem mehurčku in so ti mehurčki nekoliko nepovezani. Zdaj je TV, operacijski sistem, eden zadnjih vratarjev. Oni v bistvu nadzorujejo, kdo vidi kaj. Ko prižgeš televizijo, ti pokaže, veš, aplikacije so na različnih mestih. Oni to ugotovijo, njihovi priporočilni algoritmi, kaj ti prikazujejo. Zdaj, za Fox ne bi bilo v interesu, da bi preveč nagnili tehtnico v svojo korist, ker bi gledalci to opazili in bi preprosto odšli drugam. Prav. Za oglaševalce pa je stvar nekoliko bolj zapletena. To je tisto, kar ljudi nekoliko skrbi, da bi lahko Fox sebi dodelil več vrhunskega oglasnega prostora. Lahko bi delili podatke. Ena stvar, ki jo ima industrija pretočne televizije, linearna televizija pa je ni imela, so ogromne količine podatkov, ker je vse dostavljeno digitalno. Kdo gleda, koliko ljudi, kdaj, kje in ker ni linearno, kaj ne, ne gledamo vsi istočasno. Vedo, kdo gleda in kdaj. In tako bi lahko dali več teh podatkov Foxu, Fox pa bi imel prednost pri prodaji oglasnega prostora. In nihče tega v resnici ne bi vedel. Mislim, Rupert Murdoch je vse to ustvaril z razlogom. Torej gre v resnici za oglaševanje. Da. Na koncu dneva. Ampak kako to izgleda za nas, ki samo gledamo? Veš, grem gledat karkoli na pretočni platformi ali televizijsko oddajo ali celo YouTube ali kaj podobnega. Kako se na podlagi tega vključi oglaševanje? Tega sploh ne bi opazil.
Le da bi Fox dobil več vrhunskih oglasov, lahko bi zaračunali več denarja, prišli bi večji oglaševalci. Če bi se to zgodilo, bi bilo zelo subtilno. Ker pretakamo vsebino, ne dobivamo oglasov. Veš, polovica pretočnih vsebin, več kot polovica pretočnih vsebin je zdaj dansko podprtih z oglasi. Obstaja nekaj, kar se imenuje FAST, za kar sem slučajno jaz izbral ime, brezplačna pretočna televizija podprta z oglasi. To je velika stvar pri Rokuju. Roku ima nekaj, kar se imenuje Roku kanal. To je ena največjih FAST storitev v ZDA in je točno to, kar ime pove, kar se sliši. Je brezplačen, vendar podprt z oglasi. Ima precej manj oglasov kot tradicionalna televizija, vendar so oglasi še vedno prisotni. V redu, ali je to na koncu dneva dobro ali slabo? Je to preveč? Je to monopol? Ne, mislim, da je to nevtralno. Mislim, res je odvisno, kako se bo išlo. Naprimer, Fox tega ne bi mogel narediti. In to je v redu. Pravzaprav je to pametna poteza za Fox, ker nekako ugotavljajo, da se ne morejo več zanašati na kabelske operaterje. Moramo prevzeti nadzor nad distribucijo, namesto da se zanašamo na druge ljudi. In to je nekaj, česar nobeno drugo veliko medijsko podjetje še ni storilo. Zanimivo, zelo dobro razloženo, ker je bilo to res zelo, zelo tehnično. Najlepša hvala, Alan Volk, vodilni analitik in ustanovitelj pri TV Reverend. Hvala za to razlago. Mislim, da je marsikomu veliko stvari pojasnila. Odlično, ni zakaj.